Spoštovana gospa komisarka, dragi kolegice in kolegi. Razlika med pričakovanji in doseženimi rezultati konference v Kopenhavnu je bila nedopustno velika. Zato je terjala od nas, da nekaj spremenimo. Tokrat odhajamo v Cancún z mnogo bolj realnimi, a še vedno ambicioznimi cilji. Spoštovana gospa komisarka, vi ste zaslužni za to, da odhaja Unija na podnebno konferenco tokrat mnogo bolj pripravljena, in zato se vam tudi zahvaljujem. Želim pa komentirati še nekaj vloženih amandmajev. Dogovor v Kopenhavnu je prinesel nekaj pomembnih rezultatov in mednje zagotovo sodi odločitev, da moramo ukrepati tako, da bomo omejili globalni dvig temperature pod 2 stopinji Celzija. Pri tem cilju moramo vztrajati. Trenutek ni primeren, da ga spremenimo, pa četudi na nižjo vrednost. Ostati moramo kredibilni. Tako pomembnih odločitev ne moremo spreminjati iz leta v leto. Želim se odzvati tudi na predloge, naj Unija enostransko zmanjša izpuste toplogrednih plinov za 30%. Menim, da se ne smemo spet preveč oddaljiti od tretjih držav. Cilj bomo zvišali in ga moramo zvišati, vendar, ko bodo za to ustrezne okoliščine. Poskrbeti pa moramo, da bo postopek za to odločitev vnaprej določen in da bo seveda tudi Evropski parlament ustrezno vključen v odločanje. Potrebno je tudi spodbujati razvoj in uporabo čistih tehnologij na globalni ravni. Dogovor o prenosu tehnologije je izredno pomemben, pri čemer pa moramo tudi ustrezno poskrbeti za varstvo intelektualne lastnine. Le tako bodo podnebne spremembe priložnost in ne breme. Nenazadnje, pri vprašanju o financiranju podnebnih prizadevanj držav v razvoju naj poudarim, da imamo v Evropski uniji že vzpostavljen finančni mehanizem. To je Evropska shema za trgovanje z emisijami, tako imenovana shema ETS. Potrebno je zagotoviti njegovo dobro delovanje, učinkovitost ter transparentno in namensko črpanje finančnih sredstev. Menim, da ustvarjanje novih finančnih obremenitev v času finančne in gospodarske krize ni primerno.